Mislim, da bo ta fotografija šla v zgodovino kot ena najbolj pretresljivih v zgodovini prostega potapljanja. To je zadnja slika Nicolasa Mavolija, preden ga je doletela grozljiva usoda. Skoraj lahko razbereš iz izraza na njegovem obrazu, da je vedel, da se mu bo zgodilo nekaj res slabega. Od nesreč med treningom do nenavadnih nesreč in neuspešnih poskusov podiranja svetovnih rekordov. Ta epizoda je zbirka grozot prostega potapljanja. Kot vedno priporočamo previdnost gledalcem. Predstavljajte si, da stojite na peščeni obali, obdani z bleščeče modrino Bahamov. Zrak je topel, voda pri vaših nogah pa mirna in kristalno čista. Tako je bilo 17. novembra 2013, ko se je Nicolas Mavoli, 32-letnik iz Brooklyna v New Yorku, pripravljal na svoj zadnji potop na vdih. Prišel je sem na tekmovanje Vertical Blue, prestižen dogodek v svetu potapljanja na vdih, njegov cilj tisti dan pa je bil, da podreje še en ameriški rekord. Potapljanje na vdih je šport, ki premika meje tega, česar je človeško telo sposobno pod vodo. Za razliko od potapljanja z jeklenkami, potapljači na vdih ne uporabljajo kisikovih jeklenk. Vdihnejo globoko in nato se potopijo tako globoko, kot lahko v ocean. To je nevaren šport in moraš poznati svoje meje. A nekateri potapljači radi te meje premikajo vedno dlje. In Nicolas je bil eden izmed teh potapljačev. Dianova modra luknja, kjer je potekalo tekmovanje, je najgloblja znana podvodna kraška vrtača na svetu. Globoka je več kot 202 metra. Predstavljajte si, da stojite na robu globokega, temnega vodnjaka, tretje najgloblje modre luknje na svetu, in veste, da vas bo, ko skočite noter, obdajala voda. Samo voda brez kisika ali kakršnekoli potapljaške opreme, razen maske, plavuti in neoprenske obleke. Prosto potapljanje je šport, kjer se vse dogaja v tišini. Ni brizganja, ni motorjev, samo zvok tvojega srčnega utripa in pritisk globoke vode vse okoli tebe. Je dih jemajoče, a hkrati izjemno nevarno, in Nicolas se je ravno pripravljal, da se potopi v njene globine. Ob 12:25 je Nicolas ležal na hrbtu in se miselno pripravljal. Njegovo dihanje je bilo počasno in enakomerno, medtem ko se je osredotočal na to, da napolni pljuča s čim več zraka. Pripravljal se je na potop, imenovan konstantna obtežitev brez plavuti. To je pomenilo, da ni smel uporabljati nobene opreme, ki bi mu pomagala pri plavanju navzdol ali navzgor, temveč le lastno moč. Ciljal je, da doseže globino 72 metrov z enim samim vdihom. Ko so bili varnostni potapljači na svojih mestih, se je Nicolas obrnil in začel svoj potop. Gladko se je premikal skozi vodo, njegovo telo je rezalo modrino kot puščica. Ostali športniki in opazovalci so z zaskrbljenostjo opazovali z gladine. Njegov napredek so spremljali s sonarjem, ko se je Nicolas spuščal. Vse je bilo videti v redu, dokler ni dosegel približno 68 metrov globine. Takrat se je nekaj spremenilo. Nikolaj je za trenutek okleval in zdelo se je, da se bo obrnil nazaj. V tistem delčku sekunde je sprejel odločitev. Namesto da bi zaplaval nazaj na površje, je nadaljeval navzdol, odločen, da doseže svoj cilj. Nekateri njegovi kolegi potapljači, ki so ga opazovali od zgoraj, so se počutili nelagodno. Mike Board, še en potapljač na tekmovanju, je kasneje povedal: "Potapljanje na to globino brez plavuti je zahtevno. Vedel sem, da mu bo težko priti nazaj na površje." Končno, po skoraj 4 minutah pod vodo, se je Nicolas pojavil na površju. Njegov obraz je prebil vodno gladino in takoj si je snel plavalna očala, s čimer je sodnikom nakazal, da je v redu. A nekaj ni bilo v redu. Govoril je nerazločno in v očeh je imel oddaljen pogled. Potem pa je brez opozorila Nicolas izgubil zavest in zdrsnil nazaj v vodo. Reševalna ekipa je takoj ukrepala, ga potegnila ven in ga položila na bližnjo ploščad. Hitro so ga poskušali oživeti, izvajali so oživljanje in druge nujne postopke. Za nekaj trenutkov se mu je utrip vrnil, nato pa je spet izginil. Po približno 90 minutah je postalo jasno, da ga ne morejo rešiti. Nicolas Mavoli je bil razglašen za mrtvega. Za vse na tekmovanju je bil to srce parajoč trenutek. Nicolas je postal zelo priljubljena osebnost v skupnosti prostih potapljačev. Bil je razmeroma nov v tem športu, vendar je že naredil velik vtis, podiral rekorde in premikal meje. Le nekaj mesecev prej, maja, je postal prvi Američan, ki se je potopil več kot 100 metrov globoko brez kakršnekoli pomoči. Ta potop je bil velik dosežek. Nekateri bi rekli, da se je zgodil zaskrbljujoč dogodek, ki je Nikolaju dal opozorilo le 2 dni pred njegovim usodnim potopom.
Poskušal se je potopiti 96 metrov z drugo metodo, imenovano prosta imerzija, kjer se po vrvi vlečeš navzdol in nazaj gor. Toda ni dosegel svojega cilja. Ko je priplaval na površje, je imel kri v ustih, kar je znak tako imenovanega stiska pljuč. To se zgodi, ko pritisk v globini povzroči, da kapilare v pljučih počijo. Čeprav so mu zdravniki dovolili, da nadaljuje s tekmovanjem, je ta dogodek morda vplival nanj na podzavestni ravni. Smrt Nikolasa je bila šok za ves svet prostega potapljanja. To je bila prvič, da je nekdo umrl med mednarodnim tekmovanjem, in čeprav je ta šport po naravi nevaren, je bil to še vedno tragičen opomnik, kako hitro lahko gre kaj narobe. In Nikolas ni bil edini prosti potapljač, katerega življenje se je končalo v globinah oceana. Manj kot leto prej je še ena potapljačica, Audrey Mestre, izgubila življenje med poskusom podiranja rekorda ob obali Dominikanske republike. Njena zgodba je prav tako srce parajoča. Audrey je bila že izkušena potapljačica. Rekorde je podirala že prej in na treningu, prej tisti teden, je dosegla 170 metrov globje, kot bo večina ljudi kdajkoli šla. Audrey je bila stara komaj 28 let, ko se je pripravljala na poskus svetovnega rekorda v enem izmed najbolj ekstremnih športov. Njen cilj je bil potopiti se na globino 171 metrov z enim samim vdihom. Brez jeklenk, brez dovoda kisika, samo čista človeška volja in globoka povezanost z oceanom. 12. oktobra 2002 je Audrey Mestre stala na krovu čolna ob obali Dominikanske republike. Ocean se je pred njo raztezal v neskončnost, na površju miren, a je skrival neverjetne globine, ki jih je nameravala raziskati. Ni si prizadevala le za osebni rekord. Želela je premagati svetovni rekord, ki ga je imel njen mož, Francesco Pipin Ferreras. Pipin je dosegel 162 metrov. Audrey in Pipin sta skupaj trenirala več let in sta si delila edinstveno vez zaradi njune ljubezni do morja. Prosto potapljanje ni podobno drugim športom. Ni prostora za napake. Ko se potapljaš globlje, se pritisk dramatično poveča, stisne ti pljuča in upočasni srčni utrip. Na globini, ki jo je želela doseči Audrey, bi bil pritisk približno 18krat večji kot na površju. Večina ljudi tega ne bi prenesla, toda za Audrey je bil to izziv, ki se ga je bila pripravljena lotiti. Tisto soboto je bilo videti, da je vse pripravljeno. 13 varnostnih potapljačev se je namestilo na različnih globinah, da bi spremljali Audreyin potop in po potrebi pomagali. Načrtovala je, da bo uporabila obtežene sani, pritrjene na jeklenico, da bi hitro padla do ciljne globine. Ko bi prispela tja, bi napihnila balon, ki bi jo v nekaj minutah dvignil nazaj na površje. Potop naj bi trajal manj kot 4 minute, vendar stvari niso šle po načrtih. Audrey je globoko vdihnila, napolnila pljuča in zagrabila sani. Hitro se je spuščala, svet nad njo je izginjal, ko je voda postajala temnejša in hladnejša. Ko je dosegla 561 čevljev, pa je šlo nekaj narobe. Njen balon se ni pravilno napolnil in ni se vračala na površje. Tisto, kar naj bi bil hiter potop, se je spremenilo v 9-minutni boj. Varnostni potapljači so vedeli, da je nekaj narobe in so pohiteli na pomoč, vendar je bilo prepozno. Njen mož, Pipin, se je potopil, da bi jo rešil. Preostanek poti jo je potegnil na površje, vendar je bila Audrey, ko sta prispela na vrh, v nezavesti. Kljub takojšnjim poskusom oživljanja, vključno z oživljanjem z umetnim dihanjem, Audrey ni nikoli več prišla k zavesti. Svet je pravkar izgubil eno svojih najsvetlejših zvezd v prostem potapljanju. Novica o smrti Audrey je pretresla potapljaško skupnost do temeljev. Veliko ljudi se je spraševalo, kaj je šlo narobe. Prva obdukcija je pokazala, da se je utopila, vendar so popolne podrobnosti dogodka prišle na dan šele po nekaj tednih. Pojavila so se vprašanja, ali so bili varnostni postopki pravilno upoštevani. Nekateri so verjeli, da v vodi ni bilo dovolj varnostnih potapljačev, da bi lahko hitro reagirali. Drugi so opozorili, da medicinska pomoč na čolnu ni bila takoj na voljo, kar je zakasnilo ustrezno zdravljenje. Audreyjina smrt je sprožila razprave o prihodnosti potapljanja brez omejitev. Ta disciplina, kjer potapljači uporabljajo sani za hitro spuščanje in dvigovanje, jih lahko popelje na izjemne globine, ki jim človeško telo ni kos. Kritiki tega športa, kot je nekdanji italijanski prvak v prostem potapljanju Umberto Pellizzari, so trdili, da je potapljanje brez omejitev postalo bolj adrenalinska vožnja kot pravi preizkus spretnosti. Tveganja so bila preprosto previsoka. Na teh globinah telo doživlja izjemen stres. Srčni utrip pade na manj kot 20 utripov na minuto.
Pljuča pa se stisnejo na delček svoje običajne velikosti. Kri se umakne iz okončin in tako zaščiti vitalne organe. Tam spodaj je tuj svet in potrebuješ vse, kar imaš, samo da preživiš. Rudy Castanera, predsednik organizacije za prosto potapljanje, je povedal, da je bilo jasno, da se bo nekaj takega prej ali slej zgodilo. Globine, ki so jih dosegali potapljači, so začele presegati meje, ki jih človeško telo lahko prenese, in nesreče so postajale vse bolj verjetne. Tako kot Audrey, se bo tudi drug prosti potapljač, Stephen Keenan, soočil s svojim bojem z globinami. Leta 2017 je bil Stephen Keenan dobro znana osebnost v svetu prostega potapljanja. Ni bil le spreten potapljač, bil je tudi strokovnjak za varnost. Svoje življenje je posvetil temu, da je drugim pomagal premagovati nevarnosti globokega potapljanja. 22. julija tistega leta je bilo vse videti popolno načrtovano za potop v modro luknjo v Dahabu, v Egiptu. Stefan je bil pripravljen pomagati svoji prijateljici in vrhunski italijanski potapljačici Alessi Zecchini, ko je poskušala preplavati eno najnevarnejših podvodnih struktur na svetu – lok. Če še niste slišali za lok, je to naravni podvodni tunel na globini približno 55 metrov. Potapljači prečkajo ta tunel z ene strani modre luknje na drugo. Je čudovit, a zahrbten zaradi globine in močnih tokov. Veliko potapljačev je tam izgubilo življenje, ker so podcenili nevarnosti. Toda s Stefanom Keenanom kot varnostnim potapljačem se je Alessia počutila samozavestno. Trenirala sta skupaj, Stefan pa je že večkrat preplaval lok. Pravzaprav je bila Alessia v vrhunski formi. Trenirala je za prihajajoče svetovno prvenstvo, zato ji je preplavanje loka v hop predstavljalo lahek zalogaj. Kot njen trener in prijatelj je Stefan vse organiziral do zadnje podrobnosti. Ekipa za varnost, sestavljena iz izkušenih inštruktorjev ter potapljačev, je potop večkrat vadila. Časovna usklajenost je bila ključna. Stefan naj bi srečal Alessio na izhodu iz loka in jo pospremil nazaj na površje. Vse je bilo načrtovano do sekunde natančno. A včasih, tudi z najboljšim načrtovanjem, lahko stvari gredo narobe. Alessia je začela svoj potop, gladko se je spuščala v modro luknjo in sledila natančno določenemu urniku. Načrt je bil, da se bo spustila s prosto potopitvijo, kar pomeni, da se je po vrvi spuščala z rokami, nato pa je prečkala lok brez plavuti. Stefan ji je rekel, naj ostane blizu stene grebena, da se izogne trku z dvema tehničnima potapljačema, ki sta jo snemala. Vse se je zdelo popolno, ko je začela prečkati lok, vendar je tukaj prva stvar nekoliko zašla. Ker Alessia še nikoli ni prečkala loka, ni bila seznanjena z rahlimi spremembami svetlobe, ki bi ji povedale, kdaj je izstopila. Plavala je naprej ob steni grebena, ne da bi se zavedala, da je že prečkala sredino. Na tej točki se je gibala hitreje, kot je pričakovala, deloma zaradi globine. Lok se nahaja 55 metrov globoko, kjer potapljači postanejo negativno plovni in tonejo hitreje, kot so načrtovali. Medtem se je Stefan pripravljal na svoj del potopa, potop s spremenljivo težo, kjer bi se s pomočjo uteži spustil, da bi srečal Alessio, ko bi izstopila iz loka. A potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Tik pred svojim spustom je Stefan prosil za dodatnih 10 sekund. Nihče ni vedel, zakaj ali postavlja vprašanje v tistem trenutku. Stefan je bil šef, tisti, ki je vse organiziral in je že večkrat uspešno prečkal lok. Tako da, ko je prosil za še 10 sekund, mu je njegova ekipa zaupala. Ta rahla zamuda pa je pomenila, da je, ko je Stefan prispel na dno, Alessia že zapustila lok in je bila veliko dlje od vrvi, kot so pričakovali. Stefan je to takoj opazil in hitro zaplaval proti njej. To je bila naslednja stvar, ki je šla narobe. Namesto da bi jo usmeril nazaj kot daljeni vrvi, se je Stefan hitro odločil, da začne ta vzpon kar tam. Sprva je Alessia plavala sama, Stefan pa je bil tik za njo. Pozorno jo je opazoval in bil pripravljen pomagati, če bi bilo potrebno. Ko sta se približevala površju, je Stefan opazil, da je Alessia postajala utrujena. Prijel jo je za boke, da bi ji pomagal preostanek poti do površja. Tok je bil močnejši, kot sta pričakovala, in ju je odnesel daleč stran od mesta, kjer sta nameravala priplavati na površje. Ko sta dosegla površje, je bila Alessia še vedno pri zavesti. Bila je utrujena, a se je zavedala okolice. Takrat je šlo narobe še tretje. Steven, moški, ki je bil zaščitnik vseh, je bil z obrazom v vodi. Sprva nihče ni dojel, kaj se je zgodilo.
V bližini je bila skupina potapljačev na dah, ki so povzročali veliko hrupa in škropljenja, zato je bilo težko slišati Alesijine klice na pomoč. Hitro je obrnila Stevena in videla, da ne diha. Takrat je nastopila panika. Ekipa za varnost, razporejena okoli modre luknje, je pohitela na pomoč. Med plavanjem so Stefanu v vodi izvajali umetno dihanje, a so vedeli, da jim zmanjkuje časa. Ko so prispeli do obale, je bilo jasno, da je nekaj hudo narobe. Ekipa je izvajala oživljanje, vendar potrebne opreme niso imeli. Takrat pri modri luknji ni bilo defibrilatorja, celo reševalno vozilo je moralo parkirati daleč od vode. Kljub njihovim najboljšim prizadevanjem se Steven ni nikoli zbudil. Steven Keenan je tisti dan umrl, ko je reševal prijateljico. Potapljači verjamejo, da je morda doživel izgubo zavesti v plitvi vodi. To stanje nastopi, ko možgani nenadoma ostanejo brez kisika. To je bila uničujoča izguba ne samo za potapljaško skupnost, ampak za vse, ki so ga poznali. Bil je junak za mnoge, trener, prijatelj in človek, ki je dal vse od sebe, da bi zagotovil varnost drugih. A nedolgo pred tem je še ena tragedija prizadela svet prostega potapljanja. Natalija Molčanova je bila legenda v svetu prostega potapljanja. Rođena v Sovjetski zvezi leta 1962, je izhajala iz okolja stroge discipline in trdega dela. Trenirala je kot športnica iz stare sovjetske dobe, a s srcem polnim veselja in smeha. Natalija se je začela ukvarjati s prostim potapljanjem šele v svojih 40-ih, kar je bilo nenavadno za šport, kjer večina športnikov začne mladi. A to je ni ustavilo, da ne bi hitro postala najboljša. Premikala je meje, za katere nihče ni mislil, da so mogoče za žensko njenih let ali pravzaprav za kogarkoli. V svoji karieri je Natalija podrla 41 svetovnih rekordov in osvojila 23 svetovnih prvenstev. Bila je znana po svoji izjemni doslednosti in mirnosti pod izjemnim pritiskom. Ni bila znana le po svojih telesnih sposobnostih, temveč je razvila tudi mentalne tehnike, da je ostala mirna in zbrana pod pritiskom. Ena od teh tehnik je bila nekaj, kar je imenovala dekoncentracija pozornosti. To je bila oblika meditacije, ki je omogočila, da je svojo pozornost razširila na celotno okolje, namesto da bi se osredotočila le na eno stvar. Rekla je, da ji je to pomagalo ostati sproščena in zavedna stanja svojega telesa med potapljanjem. Natalija je verjela, da je ta miselna moč enako pomembna kot fizični trening. Ko je bila stara 53 let, so Natalijo šteli za najboljšo prosto potapljačico na svetu. Njen vzdevek, stroj, je izviral iz njene sposobnosti, da je v tem športu zdržala dlje kot skoraj vsakdo drug. Ne glede na to, ali je šlo za potapljanje s stalno obtežitvijo, kjer se morajo potapljači vrniti na površje z isto težo, kot so jo vzeli s seboj, ali za potapljanje brez omejitev, kjer jih sani potegnejo globoko pod vodo, je Natalija prevladovala v vsaki disciplini. Čeprav je bila Natalija mojstrica ohranjanja mirnosti in nadzora nad dihanjem, je ocean vedno nepredvidljiv. 2. avgusta 2015 je bila Natalija v Španiji, kjer je poučevala prosto potapljanje premožnemu ruskemu študentu. Bil je dan kot vsak drug, vendar se je po lekciji odločila, da se sama potopi. Ni nameravala iti pregloboko ali narediti česa zahtevnega, še posebej ne za nekoga, kot je ona. Prej se je že potapljala veliko globje in premikala meje človeške vzdržljivosti. Toda tokrat so šle stvari narobe. Nihče natančno ne ve, kaj se je zgodilo med tistim potopom. Natalija ni imela varnostnih opazovalcev z njo, kar je običajno za nepotapljaška tekmovanja. Navsezadnje je bila najizkušenejša potapljačica v skupini in zdelo se je kot rutinski potop. Ko pa se ni vrnila na površje, so njeni kolegi potapljači začeli skrbeti. Iskali so jo, a Natalija je izginila. Več dni so iskalne ekipe prečesovale vode ob obali Španije, vendar njenega telesa niso nikoli našli. Verjameho, da so jo morda močni podvodni tokovi odnesli stran ali pa je izgubila zavest globoko pod vodo. V svet prostega potapljanja so omedlevice vedno grožnja, še posebej, če je telo predolgo brez kisika. Brez varnostnih potapljačev, ki bi pomagali, lahko tudi najboljši prosti potapljači izginejo v oceanu. Izginotje Natalije je bil velik šok za potapljaško skupnost. Kako je lahko nekdo, ki je tako spreten, tako discipliniran in tako močan, izginil med potopom, ki se je zdel tako preprost? Njen sin, Aleksej Molčanov, ki je bil prav tako svetovni prvak v prostem potapljanju, jo je iskal še več dni. Po dolgem iskanju je končno sprejel, da je njegova mama izginila.
To je bil srce parajoč trenutek zanj, za njihovo družino in za vse, ki so občudovali Natalijo. Veliko ljudi je ugibalo, kaj je šlo pravzaprav narobe. Nekateri so menili, da so bili močni tokovi ob obali Španije, morda premočni, celo za nekoga tako izkušenega kot Natalija. Drugi so se spraševali, ali ni morda doživela omedlevice v plitvi vodi, nevarnega stanja, ki nastopi, ko potapljač izgubi zavest, preden pride na površje. Ne glede na vzrok je bila Natalija izgubljena, pogrešana v globinah, ki so zaznamovale njeno izjemno življenje. In tako se je Natalija Molčanova pridružila seznamu potapljaških legend, ki so jih pogoltnile globine. Teden dni kasneje bi še en potapljač poskusil svoj lasten svetovni rekord in prav tako doživel tragičen konec. Guy Garman, bolj znan kot Dog Deep, je bil vajen premikati meje. 15. avgusta 2015 je poskušal nekaj, kar bi mnogi potapljači šteli za nepredstavljivo. Podreti svetovni rekord s potopom na 1200 čevljev ob obali St. Croixa na ameriških Deviških otokih. Toda ta potop za Garmana ni pomenil le postavljanja rekorda. Bil je preizkus človeških meja in vrhunec let načrtovanja ter priprav. Vendar pa je kljub svoji predanosti in skrbnemu načrtovanju šlo vse hudo narobe in Garman se ni vrnil na površje živ. Garman je bil star 56 let in se je potapljal šele približno 4 leta, vendar je bila njegova strast do športa izjemno močna. Bil je otorinolaringolog, specialist za ušesa, nos in grlo. Njegova medicinska izobrazba mu je dala edinstveno perspektivo o tem, kako se lahko človeško telo prilagodi na ekstremne podvodne razmere. Potapljanje je zanj postalo več kot le hobi, postalo je obsedenost. Garman je že v preteklosti opravil globoke potope in pri enem od prejšnjih poskusov dosegel 813 čevljev globine. Tokrat je bil pripravljen iti še dlje. Ko sta se Garman in njegova ekipa pripravljala na potop, se je zdelo, da je vse na svojem mestu. 2 leti so načrtovali, vadili in sestavljali podporno ekipo, v kateri sta bila tudi njegov sin Kip in njegova žena. Garmanov potop bi potekal po skrbno začrtanem načrtu. Spustil bi se na približno 656 čevljev s svojimi podporni potapljači, nato pa bi sam nadaljeval do oznake 1200 čevljev. Ko bi prispel tja, bi vzel označevalec globine, da bi dokazal, da je dosegel globino, nato pa bi se povzpel nazaj na raven 656 čevljev, kjer bi ga pričakala njegova ekipa za zadnji del poti na površje. Toda globoko potapljanje na tej ravni prinaša izjemna tveganja. Bolj kot se spuščaš globoko, večji je pritisk. Na globini 1200 čevljev je pritisk 35krat večji kot na površju. To je, kot bi te pritiskala teža 3 slonov. Ta ogromen pritisk lahko zdrobi človekova pljuča, na teh globinah pa je zaradi pojava imenovanega dušikova narkoza celo jasno razmišljanje oteženo. To se zgodi, ko se dušik iz jeklenk nabere v krvnem obtoku, kar povzroči zmedenost in občutek evforije, ki lahko zamegli presojo. Da bi to preprečili, potapljači uporabljajo posebno mešanico plinov, imenovano trimix, ki zmanjša raven dušika. Toda tudi ob teh previdnostnih ukrepih so tveganja velika. Obstaja tudi nevarnost dekompresijske oziroma kesonske bolezni. Ko se potapljač spusti globoko v ocean, njegovo telo absorbira dušik. Če se prehitro dvignejo na površje, se lahko dušik v njihovi krvi spremeni v mehurčke, kar povzroči močne bolečine, poškodbe organov ali celo smrt. Da bi to preprečili, morajo potapljači narediti dekompresijske postanke, pri čemer se na poti navzgor ustavijo na različnih globinah, da njihovo telo varno sprosti nakopičeni dušik. Garman je to dobro vedel in njegov načrt potopa je vključeval čas za dekompresijske postanke na poti nazaj na površje. Garman je imel na hrbtu pripetih 5 jeklenk, napolnjenih s trimixom, kisikom, dušikom in helijem za globoke potope pod 100 čevljev. Načrtoval je spuščanje s hitrostjo 100 čevljev na minuto, z namenom, da v 12 minutah doseže globino 1200 čevljev. Ekipa je natančno izmerila potopno vrv in jo zasidrala na morsko dno. Vse so še enkrat preverili in bili samozavestni. Ob 6. zjutraj sta Garman in njegova podporna ekipa vstopila v vodo. Spust je sprva potekal po načrtu. Ekipa ga je spremljala do globine 656 čevljev, kjer so se ustavili. Garman pa je nadaljeval sam. Njegova naloga je bila preprosta: slediti potapljaški vrvi do dna, vzeti označevalec in se vrniti. Garman je občutil nelagodje, ko se je spuščal v črnino. Znana teža njegove opreme se je zdela težja.
Osamljenost je bila neznosna. Pritisk mu je stiskal prsni koš, misli pa so mu begale zaradi tisoč skrbi. Podžil se je proti želji po paniki, osredotočil se je na dihanje in na potapljaško vrv. Ekipa na površju je pričakovala, da jih bo dosegel na globini 656 čevljev po približno 38 minutah, a so se minute raztegnile v 1 uro, nato pa v 2. Ko je čas tekel naprej, ni bilo ne sledu o Garmanu, niti mehurčkov, ki bi prihajali iz globin. Njegovi podporni potapljači so hitro začeli iskati globlje, v upanju, da ga bodo našli. Situacija je postajala vse bolj kritična z vsako minuto, ki je minila. Potapljači so prečesavali temne vode in iskali kakršenkoli znak, ki bi lahko bil Garman. Toda ni bilo ničesar, nobenih mehurčkov, nobenega gibanja, samo tišina. Ekipa je iskala več ur, a kmalu spoznala tragično resnico. Nekaj je šlo hudo narobe in Garman se ni več vrnil. Njegova žena in sin, ki sta na površju nestrpno čakala, sta bila uničena. Kar bi moral biti trenutek zmagoslavja, se je spremenilo v nepredstavljivo nočno moro. 3 dni kasneje so našli Garmanovo truplo. Njegova oprema je ostala nedotaknjena, jeklenka pa je bila še vedno pritrjena. Vendar nihče ni natančno vedel, kaj je šlo narobe med njegovim potopom. Strokovnjaki so verjeli, da je morda vlogo odigrala dušikova narkotičnost. Narkoza je reverzibilna sprememba zavesti, ki se pojavi med potapljanjem na globini. Povzročajo anestetični učinek določenih plinov pri visokem parcialnem tlaku. Na takšnih globinah se lahko tudi izkušeni potapljači zmedejo in izgubijo občutek za smer. Veliko ljudi v potapljaški skupnosti je izrazilo zaskrbljenost že pred Garmanovim potopom. Čeprav je bil strasten in odločen, je opravil le približno 600 potopov. Čeprav se to morda zdi veliko, je globinsko potapljanje povsem drugačen izziv. Potapljanje na globino 1200 čevljev zahteva raven izkušenj, ki jih ima zelo malo potapljačev. Pravzaprav je manj kot 10 ljudi na svetu, ki so se potopili pod 800 čevljev z uporabo samostojne dihalne opreme. In več ljudi je hodilo po Luni, kot jih je uspešno opravilo potop na takšne globine. Le teden dni pred potopom je Garmanova ekipa objavila video na YouTubu, v katerem so prikazali svoje priprave. Izkušeni potapljači so si ga ogledali in bili zaskrbljeni. Menili so, da je potop preveč ambiciozen glede na Garmanove izkušnje in da njegovi ekipi manjka strokovnega znanja za tako nevarno nalogo. Opozarjali so, da je bil potop poln opozorilnih znakov. Globoko potapljanje je eden najbolj ekstremnih izzivov, s katerimi se lahko človek sooči, in nobena priprava ne more popolnoma odpraviti tveganj. Ocean je nepredvidljiv in že najmanjša napaka ima lahko usodne posledice. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.